pojasnjevalno srečanje, zato je prav, da si skupaj povemo, kaj pravzaprav Računsko sodišče sporoča. Mi smo tudi z Računskim sodiščem večkrat sedeli, tudi pojasnjevalno, kajti gre za prvo tako revizijo sploh razumevanja koncepta mladinske politike in seveda upravljanja in vodenja mladinskih politik v Sloveniji. Zato nam je zelo pomembno, da si tako z vidika posameznih ukrepov, to sta dva ukrepa pravzaprav, predvsem pa tudi priporočil, skupaj zadamo nalogo, skupaj z mladimi, kako lahko še bolje učinkoviteje in predvsem v nekem krajšem obdobju začrtamo izvedljivost teh ukrepov. Zelo pomembno je, da skupaj v dialogu tudi nadaljujemo že začeta srečanja prav na svetu za mladino, kajti veste, da odkar sem nastopila mandat, se tudi pogosto srečujemo, odpiramo vsa področja skupaj z vsemi resorji. Pomembno namreč je, da gre za horizontalne politike in ne samo za politike posamičnih resorjev. Hkrati tudi pomembno, in to bom tudi predlagala, da skupaj pripravimo sodelovanje v okviru delovne skupine za pripravo ukrepov, ki nam jih je naložilo Računsko sodišče, in prav tu pričakujem danes konstruktiven dialog tudi s strani mladih. A lahko že govorimo o kakih okvirnih datumih, kdaj bi se potem to začelo? Kar se tiče same delovne skupine, bom danes podala predlog, upam, da bomo čim prej konstituirani, začnemo z delovanjem, mi do junija bomo pripravili ukrepe in zato tudi računamo na ta dialog. Hkrati pa veste, da bomo že v začetku maja, tako v okviru sveta za mladino, pripravili odprt posvet, skupaj tudi z vsemi ministri in predsednikom vlade, in tudi eno celo vladno sejo posvetili politikam mladih.